Zdaj pa bomo prešli na dve zelo pomembni zadevi v programu SketchUp, to sta skupini in komponente. Če v programu SketchUp spajamo modele, ki niso združeni v skupine, se med seboj povežejo v eno maso in jih je skoraj nemogoče ločiti. To je lahko precej nerodno pri natančnem modeliranju. Da bi se temu izognili, uporabimo grupiranje. Torej, izberemo objekt, kliknemo desni klik in izberemo možnost Make Group. Sedaj vidite, da se okoli objekta prikaže modri okvir. To pomeni, da imamo ločeno celoto in se ne lepi več na druge elemente v modelu. Če želimo spremeniti nekaj v skupini, dovolj je, da samo dvakrat kliknemo na združeni objekt. Naredimo spremembo in nato kliknemo zunaj skupine, da izstopimo. Skupine so odlične za organizacijo modela. Recimo, lahko naredite skupino za stene, drugo za streho, tretjo za tla in tako delate veliko lažje. Podobno je tudi s komponentami, vendar imajo te eno dodatno prednost. Idealne so za elemente, ki se ponavljajo, kot so okna, vrata, stopnice, stebri ali pohištvo. Da bi ustvarili komponento, je potrebno najprej selektirati objekt. Nato kliknemo z desnim klikom in Make Component. Tu moramo poimenovati našo komponento, v tem primeru naj bo to komponenta 1. Ko iz česa ustvarimo komponento, so vse njene kopije v modelu povezane. Sedaj bomo naredili kopije te komponente in bomo na eni naredili spremembo. Na tem primeru lahko vidimo, da če spremenimo eno komponento, se vse ostale samodejno posodobijo. Na primer, če imamo v projektu 10 enakih oken in se odločimo spremeniti dimenzijo enega, nam ni treba ponovno urejati vseh 10. Torej, na kratko, skupine uporabljamo, da se objekti med seboj ne lepijo in da ohranjamo organizacijo. Komponente pa uporabljamo, kadar imamo več enakih elementov, ki se morajo posodobiti hkrati.